Petič. Kako bodo kupci zvedeli za vas? V tem poglavju bomo govorili o naših kupcih, kje jih bomo pridobivali, ter kako jim bomo omogočili nakup naše rešitve. Pogosto zmotno predvidevamo, da ko je rešitev enkrat narejena, kupci prihajajo sami od sebe. Temu ni tako. Zato potrebujemo oglaševalske kanale, skozi katere bomo kupce obveščali o naši rešitvi, ter prodajne kanale, kjer bomo kupcem omogočali nakup. Pridobivanje kupcev, marketing. Glavna naloga marketinga je pridobivanje novih strank. Potencialnim kupcem omogoča vpogled v dogajanje v našem podjetju, jim ponuja naše produkte ter jih obvešča o naših produktih, posebnih promocijah in podobno. Prvo pravilo marketinga je: ljudje ne morejo kupiti naše storitve, če ne vedo, da obstajamo. Zato za komuniciranje uporabimo kar se da kreativne metode in kanale, da ljudi obvestimo o obstoju naše rešitve. Ključni marketinški kanali. Marketinških kanalov je ogromno, vendar se bomo v naslednjem koraku sprehodili skozi tiste, ki so za zagonska podjetja najbolj primerni. Odnosi z javnostmi ali PR. Mediji so odličen partner mladih podjetij, saj je skoraj vsako mlado podjetje že zaradi svoje mladosti zanimivo. Hkrati lahko prek medijev dosežemo ogromno število ljudi povsem brezplačno. Ko smo pripravljeni svojo rešitev predstaviti javnosti, stopimo v stik z novinarji, ki o nas napišejo zgodbo, TV novico, članek. Naše potencialne stranke preberejo članek, si pogledajo TV novico in tako izvejo o nas. Družbena omrežja. Družbena omrežja so v zadnjem desetletju preplavila splet in postala odličen način za ozaveščanje ljudi o naših rešitvah. Omrežja kot so Facebook, Pinterest, LinkedIn, Instagram, TikTok tako predstavljajo odličen marketinški kanal. Katero družbeno omrežje je idealno za našo rešitev, je odvisno od tega, kje se nahajajo naše stranke. To najlažje opredelimo skozi hitro analizo. Facebook uporabljajo starejši od 30 let, Instagram od 10 do 30 let, TikTok mlajši od 18 let, LinkedIn pa je bolj primeren za prodajo med podjetji in tako naprej. Od ust do ust. Našo rešitev še vedno najlažje prodamo, če jo komu priporoči prijatelj. Zato bistveno lažje kupimo priporočene izdelke. Pri svojih rešitvah nikakor ne pozabite na priporočila. Kako lahko ljudi motiviramo, da bodo naše produkte priporočali naprej? Lahko ponudimo popust za vsakega prijatelja, ki jo stranka pripelje? Spletno oglaševanje. Spletno oglaševanje je v zadnjih 20 letih postalo najbolj tradicionalen način oglaševanja. Zaradi izjemne možnosti ciljanja uporabnikov lahko z njimi dosežemo točno tiste ljudi, ki jim želimo oglase prikazati. Spletno oglaševanje je tako primerno za vse, ki imajo natančno določeno skupino ljudi, ki jih želijo ozavestiti o svojih produktih. Spletno oglaševanje zajema oglase, ki jih najdemo med rezultati iskanja v brskalniku, pasice na spletnih straneh, oglase, ki jih pošljemo uporabnikom neposredno med e-pošto in podobno. Fizično oglaševanje. Kljub temu, da se večina oglaševanja seli na splet, je fizično oglaševanje še vedno zelo priljubljeno, predvsem med lokalnimi podjetji. Fizično oglaševanje vsebuje plakate, letake, reklame ob cesti in podobno. Uporabne vsebine, blog. Stranke lahko dosežemo tudi prek uporabnih vsebin. To so vsebine, ki določeni osebi ponudijo neko vrednost, zraven pa pokažejo, kako bo naš produkt rešil njihovo težavo. Uporabne vsebine so odličen način za doseganje novih strank, saj jih uporabniki hitro delijo po družbenih omrežjih. Uporabne vsebine oziroma blog vsebine so danes eden najbolj razširjenih kanalov, kako stranko opozoriti na svoj produkt. Primer blog vsebin. Vzemimo na primer podjetje, ki prodaja kolesa. Za pritegnitev kupcev lahko podjetje napiše prispevek, ki govori o najboljših načinih potovanja. Med načini je seveda kolesarjenje,
Povezava v članku pa pelje na spletno stran podjetja, kjer kupcu ponudi možnost nakupa kolesa. Dogodki. Pogosto lahko ljudi o svojih rešitvah ozaveščamo na dogodkih. To so na primer razstavni sejmi, tematska druženja in podobno. Ker moramo v ta namen ponavadi potovati na lokacijo dogodka, je ta kanal bolj primeren za dražje produkte, saj lahko s prodajo na to opravičimo stroške potovanja. Prodaja. Tako kot smo postavili kanale za ozaveščanje ljudi o naših produktih, moramo postaviti tudi kanale za prodajo naših storitev. Produkte lahko prodajamo v lastni fizični trgovini, trgovini drugega trgovca, lastni spletni trgovini, spletni trgovini drugega trgovca, trgovini Google Play in tako naprej. Tako kot pri marketinških kanalih je pomembno, da se osredotočimo na naše stranke. Kje bodo stranke iskale naše in podobne produkte? Ukolikor imamo produkt za starejše, ga je namreč nesmiselno postavljati v spletno trgovino in obratno. Izbrati moramo prodajne kanale, ki so našim potencialnim strankam blizu in jih rade volje uporabljajo. Dodatno moramo razmisliti o zmanjševanju prodajnega nezaupanja. Bomo pred nakupom dovolili preizkus produkta ali nam bo morala stranka zaupati, da bo produkt deloval? Bomo nezadovoljnim strankam dovolili vrnitev produkta v zameno za vračilo kupnine? Domača naloga. Premislite, kako boste dosegli svoje stranke oziroma kje je največja verjetnost, da bodo stranke videle vašo reklamo. Pri tem lahko izhajate iz tega, da se vprašate, kje se vaše stranke nahajajo, kje bi iskale informacije o produktih, kakršen je vaš. Ali pridejo do informacij preko časopisov? Ali svoje informacije raje dobivajo iz uporabnih spletnih vsebin oziroma blogov? Kje naraje opravljajo nakupe in kje bi po vašem mnenju najverjetneje opravili nakup vašega izdelka? Kakšne pogoje mora izpolnjevati produkt, da do nakupa sploh pride? Vse odgovore lahko najdete skozi pogovore oziroma intervjuje z vašimi potencialnimi strankami. Skrbno zapišite vse ugotovitve, do katerih ste prišli. Na srečanju z mentorjem boste skupaj poskušali sestaviti marketinški in prodajni načrt.